Osvobodilna fronta slovenskega naroda je bila osrednja odporniška organizacija slovenskega ljudstva, ki se je odločila za oborožen boj proti okupatorju. Za razliko od predvojnih meščanskih strank, ki so se že takoj po kapitulaciji oziroma že pred kapitulacijo Jugoslavije odločile za sodelovanje in kolaboracijo z okupatorjem. In tudi danes vidimo, da želijo nasledniki te kolaboracije spreminjati zgodovinska dejstva, na novo pisati zgodovino, blatiti partizanski boj. Zato je pomembno ohranjati spomin na narodno-osvobodilni boj, še posebej o praznikih, kot je dan upora proti okupatorju. Pomeni, da se spomnimo očeta, ko je pripadal, kako je bil v partizanih, kako so trpeli, kako je bil rajen včasih na bučki, kako je preletela granata v lipo, on je bil pa vezist. Nama pomeni veliko. Najni starši so bili v partizanih in v njihov spomin se udeležujejo takih proslav. Ob državnem prazniku je v organizaciji Novomeškega združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja potekal pohod v spomin na padle borce ter pobite talce in druge novomeščane. Gremo v dobrem ali pa slabem vremenu seveda in se na ta način spominjamo dogodkov iz časov okupacije in pa tudi same ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda, ki je bila danes ustanovljena in je bila zmagovito zavezniško gibanje, ki je ustvarilo to, da lahko danes živimo v svobodi. Letos so se pohodniki po spominski poti podali s 3 začetnih točk, vmes so se jim priključevali še drugi. Celo rundo bi Ne malo težje. moremo več, ja. Zaključna slovesnost in hkrati osrednja občinska proslava o prazniku je tudi letos potekala na Pumpenci. V borbo 14 juriš, naj se razlika krik sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, vsi za komandantom boj naprej. Slavnostni govornik, komandant spominske novomeške partizanske čete Ivan Petančič-Ičo je ob tej priložnosti izpostavil zlato plaketo, ki jo je borčevska organizacija pred nedavnim podelila spominskemu 1. dolenjskemu partizanskemu bataljonu. Nam vsem, ki ohranjamo lik partizana in vrednote narodno-osvobodilnega boja, je v čast to, da pokažemo ljudem, mlajši generaciji, da so naši očetje, naše materi, pripadniki slovenskega naroda borili se proti velikemu, močnejšemu okupatorju. Padlim borcem so se s polaganjem venca poklonili tudi pri spomeniku pri knjižnici Mirana Jarca.